Pozdravljeni! Danes bomo govorili ali pa odgovarjam na vprašanje, ali je možno, da mišični test resnice laže. No in za vse tiste, ki se tudi to sprašujete, oziroma kaj je sploh mišični test, to razložim danes. Z vami sem Inka Gantar in največ, kar sem o tem pisala v podzavesti, v knjigi Ko imajo čakre žur in Ko imajo duše žur, seveda se pa s podzavestjo ukvarjam tudi v prvi knjigi, Ko imajo hormoni žur, kjer govorim o tem, zakaj ne moremo shujšati, in tudi v drugih knjigi, Ko ima življenje žur, ker v bistvu v tej knjigi pa odgovarjam na vprašanje, zakaj se določenim ljudem dogajajo psihične težave. Tako da za psihične težave je druga knjiga, življenje, prva knjiga hormoni je za hujšanje, pa za hormonsko stanje, ta tretja je pa spomin duše in četrta, ko imamo kar naprej neke težave. V glavnem, vam povem zgodbo. Na svetovanju je bila ena gospa, ki je nekoč, to je že dolgo časa nazaj, v glavnem, bila je tik pred ločitvijo in se je kasneje tudi ločila in je bilo njeno vprašanje, a je možno, da je moj mož gej? A je možno to preveriti z mišičnim testom? In zdaj, kaj mišični test lahko pokaže, seveda ja ali pa ne. No, najprej vam bom pokazala, kako to naredimo. In prva zadeva, vi ne morete z mišičnim testom preverjati za drugo osebo, samo za sebe. Zdaj pa poglejte. Če se postavite, jaz bi sicer mogla stati, da sem sproščena, pomembno je, da imamo ramenski obroč sproščen, da zmigane rame, glavo in tudi ta trenutek lahko naredite glavo levo, desno, globoko vdihniti parkrat s prepono in potem, ko to naredimo, se mi prvo vprašamo, se pravi, če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej in če rečem, moje ime je Janez, kar nisem, grem nazaj. Se pravi, to je zame neresnica. In zdaj, če bi bila jaz ta gospa, ki je spraševala, pa bi rekla, moje prepričanje je, da je moj mož gej in grem naprej. Je to moje prepričanje, kar pa ni nujno, da je. Ampak je moje prepričanje. Zato, če ste vi nekaj prepričani, ta je tak. To pomeni, da je to vaše prepričanje in to vaše prepričanje vam bo pokazalo pač resnico. In zdaj, koliko je pa resnica? Resnica je pa druga stvar, veste? Ker naša prepričanja so vedno povezana s tem, če sem jaz toliko prepričana v nekaj, je to dejansko moja resnica. In iz te resnice bom delovala. In tukaj je v bistvu lahko pol največji problem, ne? Ali pa recimo, moj mož me vara. To je lahko, ne vem, moje prepričanje je, da me moj mož vara, recimo, ne. Vi ne morete vedeti, a vas res vara ali vas ne, ampak je vaše prepričanje, ali pa občutim, zdaj pa pogledajte, lahko tudi na ta način preizkusite mišični test, občutim, da me moj mož vara in če greste naprej, je to za vas resnica. Zdaj, ni nujno, da vas fizično vara, da skakla okrog, in da ima partnerja ali partnerico, se ni važno, lahko vas vara čustveno in vi občutite, da vas vara. Se pravi, da je čustveno navezan na nekoga bolj kot na vas, ali pa ste bili nekoč bolj povezani, pa zdaj niste in vi to občutite kot varanje. Oziroma, še bolj pomembno je, da morbiti preverite, občutim zavrženost. To so vaša prepričanja in vaša prepričanja potem slikajo vaš svet, obarvajo vaš svet. In kakor zaznate, da bi lahko bilo neko varanje, boste odreagirali, zato ker je to vaša bolečina. Pač tako grejo te zadeve. Mišični test resnice govori vedno vašo resnico, ki pa ni nujno, da je res resnica. Recimo, moj mož je alkoholik. To je lahko vaše prepričanje, ker če vi zdravite jezo zaradi alkoholizma, ker je bil vaš oče alkoholik, vi lahko odreagirate na možev en pir, pa boste rekli pijanc je. Pa ni nujno, da je,
mogoče vi predelujete v tem življenju recimo nekega alkoholika, ki je bil v vaši družini ali pa je v vaši družini, ali pa predelujete sebe kot dušo, kot alkoholika iz enega drugega življenja in ste se zaobljubili, da nikdar več ne boste pili in da je alkohol slab in da so vsi alkoholiki slabi. In v tem življenju nekdo popije en pir in vi odreagirate. In ni nujno, da je res alkoholik. Pač tako grejo te zadeve, res so zanimive, ker z mišičnim testom vi lahko samo preverite vaša prepričanja, vaša stališča, vaš odsev. Ljudje okrog vas vam pa samo kažejo ogledalo in na kar vi odreagirate, je vaša bolečina. Zdaj, tista naša bolečina se seveda prenaša iz preteklih življenj. Zadnje čase k meni hodijo stranke na osebno svetovanje, ki imajo neko zamero z benetkami. Te benetke so mnogim dale pošteno dozo karme. Tudi meni, ne nazadnje. Jaz vem, da v enem od življenj sem bila beneška kortizana. In v tem življenju nimam nobenih problemov sicer s prodajo nečesa, ampak če imate vi težave s prodajo nečesa, je mogoče, da vi predelujete, vsa prodaja je prostitucija. Se pravi, v tem življenju boste vse šenkali, ne boste pa nič zaračunali, ker kakor je prodaja, je to prostitucija. In vi ne želite biti prostitutka, recimo. Zanimivo je, da mnogi predelujejo tudi drugo stran, se pravi to sveto inkvizicijo in obsojanje vseh, ki se prodajajo, vseh prostitutk in tako naprej. Lejte, gre se za to, ne bomo ščistili sveta vsega slabega, ampak vsak ima dovolj dela pri sebi in svojimi prepričanji, svojimi programi, svojo karmo, tako da ne rabimo niti z drugimi se ukvarjati, ker ima vsak toliko svojega sranja, v narekovajih. No in za tiste, ki vas to zanima, ta potovanje duše, pa mogoče smo nekaj več kot samo to, kar smo, vsekakor vas povabim, od spodaj imate povezavo. Dajte se prijaviti brezplačno. Osnovala bom, nisem še tam, skupino, kjer bom bolj poglobljeno učila ljudi o tem, kaj lahko naredijo s svojo karmo, kako to počistiti, kako predelati, ne vem, na koncu koncev zlorabo, ta občutek, da nisem dovolj, slabo samopodobo, slabo samozavest. In predvsem bom učila ljudi, kako poskrbeti za to, da se postavijo močno na svoje noge. Zdaj, za vse tiste, ki vas te zadeve zanimajo, priporočam vam, da začnete od začetka brati knjigo, Ko imajo čakre žur. Ker tukaj noter je vodič, ker naše telo nam kaže, kje imamo primanjkljaj. Zdaj pa, kar sem spet opazila pri mojih strankah. V tem življenju ima nekdo lahko težavo s težo, tako res pošteno, prekomerno težo. Vem, da sem vam že govorila o tem, da recimo nekdo ne more shujšati zaradi tega, ker je v nekem življenju občutil lakoto in je zadej zaobljuba, nikdar več ne bom občutila lakote in kakor pride, ne vem, do kruha, se ne more najesti. To je ena možnost. In vidim, da kar nekaj strank je takih, ki predelujejo to zaobljubo, nikdar več ne bom lačna. So pa ljudje, ki ne predelujejo to lakoto pomanjkanja, ampak jih v bistvu njihova prekomerna teža spominja na neko življenje in je v bistvu ista figura kot v nekem drugem življenju, ko so imeli prekomerno težo, zato da bojo lažje predelali to karmo. In dokler ne počistijo določenih zamer, ki jih imajo iz tistega življenja, pa določenih programov, odnosov in tako naprej, enostavno teža ne more se stopiti. In ko mi začnemo čistiti te podzavestne ozorce in vse ostalo, se začne dogajati, da se topi tudi naša odvečna teža in da se telo postavi v tisto idealno stanje, ki je za nas pač najbolj primerno. Tako da ja, tako da delujejo te zadeve. Tako da zdaj, če pogledamo čisto na začetku.
na začetek. Mišični test vedno govori našo resnico in nikdar ne moramo preverjati za drugo osebo, vedno pa lahko za sebe in vedno lahko rečemo, občutim, da, ne vem, ta moj sodelavec, tisti, ki ni glih preveč dober, ne vem, je škodoželen. Se pravi, jaz to občutim in to je moja resnica, ker to pač občutim. In to ni nič slabega, če jaz to občutim, ni pa nujno, da je res tako grozno, zaradi tega, ker mogoče pa rabim tega sodelavca, da bom predelala svoje občutke, ogroženosti, mogoče, da bom bolj zaupala ljudem in tako naprej. Lahko pa, da ta človek je pa res povezan z mano, z nekim življenjem, ko mi je nekaj podtaknil, ko se je polastil, ne vem, mojih idej, mojih projektov in tako naprej. Seveda, vse to je možno. Verjemite mi, nikjer, kjer ste, niste slučajno. Nikjer. V nobeni službi niste slučajno. Nobena služba, če se je zaključila, se ni zgodila slučajno. Noben odnos ni slučajen. Nobena intimna veza ni slučajna. Točno vsaka veza je z namenom, da naredimo neke korake, to je v bistvu igrišče oziroma kulisa, ozadje, kjer mi odigramo vloge, ki jih imamo kot duša za predelati. Se pravi, vsaka stvar v tem življenju je točno taka, kot mora biti. Veste, kar rečejo, čisto slučajno se je zgodilo. Veš, pa sem šla, pa sem čisto slučajno tega sreč. Ne, ni slučajno. To so dušni dogovori in to se je moglo zgoditi. Verjemite mi, vse je z namenom. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo. Joj, blagoslov ven seka. Blagoslov. Verjemite mi, da v vašem življenju, ko naredite korake, tiste ta najtežje, tisto, kar je vaš največji strah, tisto, kar je vaša največja bolečina, ko boste to naredili, je zadaj blagoslov. To je tako, kot bi okrog vas letali angeli in posipali vašo pot s cvetjem. Angeli ploskajo vsakič, ko naredite korak naprej. Angeli vas spodbujajo. Naredi korak, zmoreš, vse bo v redu, ne, v tem življenju ne boš padla, v tem življenju boš naredila korak naprej, zmoreš, verjemite mi, da zmorete, verjemite mi, da lahko naredite korak naprej. Dajmo pogledati eno sporočilo. Zmorem vztrajati na začrtani poti, angeli mi stojijo ob strani. Pa se sem točno to povedala, je to tako. A vam povem, preberem še naprej sporočilo 74. Včasih hočem hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznam. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedam, da so to samo preizkušnje. Ali zmorem ohranjati vero? Naj mogoče s tem zaključim. Zmorete ohranjati vero, verjemite mi, vse je tako, kot je prav. Vi se učite, vsi se učimo, vsi smo tukaj z namenom, da naredimo korak naprej, se zmorete. Vse zmorete. Samo zaupajte, stvarstvo je tukaj in dejansko ploska ob vaših korakih. Tako da kar veselo naprej in boste vedeli, zmorete. Uživajte in želim vam, tako kot ste karta prišla, blagoslov, ogromno Božjega blagoslova, ker ga imate. Tako da vse dobro vam želim.